Moj gost je nekdo, ki ga pravzaprav razumem, kot da je eden od nas, ki mu je bila dana možnost, da svoj poklic, svoje delo, svoje funkcioniranje izkoristi za to, da preslikava naša življenja na odrskih deskah, da preslikava naše življenjske zgodbe v filmih, v katerih sodeluje ali jih dela. In v neskončno veselje mi je, da je Matjaž Javšnik moj današnji gost. Matjaž, živijo, dobrodošel. Servus, Vegas Ausbix. No, vidiš, pa smo začeli, ne. A se ti zdi, da se te je prijela neka karakteristika ali pa neka etiketa, kdo si, kakšen tip igralca si, kaj zagotavljaš? Ja, absolutno. To je verjetno predvsem zaradi tega, ker te moje vloge so dostikrat vloge malega človeka, nekega preprostega človeka, skratkega, enega slehernika, nekoga izmed nas. In kot tak si ljudem avtomatsko bliže, ne. In ko te začnejo enkrat dojemati kot takega, te pač vkalupijo in v tem kalupu ostaneš. Ampak a je težko pravzaprav samega sebe podoživljati skozi situacije ali pa skozi zgodbe, ki jih v bistvu na neki način gledamo z neko rezervanco, ne, z neko distanco pravzaprav do tega, kako te vidimo, kako o tebi razmišljamo. Veš, ne vem, v predstavi se mi zdi, da znaš prinesti in smeh in solze, da si mogoče genialen ravno v tem, ne, da je tvoja paleta tega, kaj nam na odru daš, toliko široka, ne. To je verjetno posledica tega, da se nikoli ne ukvarjam s tem, na kak način me bo publika dojemala, ampak dajem prednost predvsem temu, da lik oziroma karakter, ki ga predstavljam, ali bolje rečeno igram, da ga posvojim, da je moj, z vsemi napakami vred, da ga imam rad, da ga iskreno občudujem in da ga poskušam razumeti, zakaj počne neke stvari, ki jih jaz recimo v mojem privatnem življenju nikoli ne bi. In gojim spoštovanje do teh mojih likov, ne. Čeprav so za nekoga copate, za nekoga čudaki, za nekoga, ne vem, obstranci, jaz jih imam iskreno rad. Tudi te ljudi, ki so v resničnem življenju funkcionirajo na tak način, imam rad. Meni so dosti bolj zanimivi kot neki pravniki ali pa kot bančniki. Veliko več mi imajo za dati, za povedati in tudi za razmisliti. In enostavno jih spoštujem in to pač pripelje do tega, da se toliko nekako poglobim v njih, in da jih lahko predstavim na različnih plasteh. Ampak meni je fascinantno, a ne, ti sam za sebe moraš poskrbeti, a ne, se pravi, ti nisi priklopljen na neke jasli. Ja. Ti v resnici moraš to prepoznati, ljudje to prepoznamo, ta etablirana klika, če tako rečem, ne, ta, kaj naj bi sofisticiran igralec bil, pa morda včasih to gleda skoraj malo poniževalno, ali je to samo moj predsodek, pa temu ni tako? Ne, je temu tako, ampak to, kot sem že prej rekel, jaz se s temi stvarmi sploh ne ukvarjam. Jaz ne ukvarjam s tem, kaj mislijo drugi. To je to moj težko? poklic. Meni ni težko, ker vem, da imam prav. Bilo bi težko, če bi bil v dvomih. Takrat te nekaj grize, razjeda, ti ne da miru, ti ne da spati, če pa greš čisto vestjo spat, pa ni nobenega problema. Jaz mislim, da je bolj problem v njih, ne, njihova nepripravljenost na drugačno, na nekaj, kar obstaja, ampak si pri tem zatiskajo oči. In nimam nobenega problema s tem, da vem, da nekateri so zvišeni, nekateri me dojemajo kot nekoga, ki je, dajmo temu reči, komercialen igralec. Prodan? Se ga da kupiti? Ne, kupiti se me ne da. Okej. Kupiti se me ne da. Če se me dalo kupiti, bi bil zaposlen. Tako pa nočem biti del sanatorija. Ker zelo nezdrava okolja so v profesionalnih gledališčih. Predvsem zaradi vedno večje konkurence. Pa zelo je težko zdržati ta tempo teatra. Vi morate vedeti, da v teatru imaš vaje zjutraj, popoldan in zvečer je predstava. Zmes pa moraš furati še familijo, ne. Pa življenje. In življenje.
in, plače niso toliko bajne, da bi lahko si privoščil potem še neke oddihe z otroci pa ne vem kaj vse. In je treba biti, blazno discipliniran in res imeti rad ta poklic, da to zdržiš. Jaz sem se pa odločil že na samem začetku, mislim, da sem imel 7, 8 profesionalnih predstav, in mi je bilo dovolj. Si glih povohal to, ne? Ja, spoznal sem ustroj, delovanje in pa to neko dinamiko odnosov v nekih kolektivih in sem pač ugotovil, da jaz kot Matjaž Javšnik sem pač individuum in tudi jaz se razlikujem od večine ostalih igralcev v tem, da sem kompletni avtor. Jaz naredim sam vse, jaz si tekst napišem, jaz se zrežiram, jaz se prodam, vse naredim. V nekaterih predstavah sem tudi svoj scenograf, kostumograf, lučkar, tonc, vse preštimam. In kot tak se tudi zelo težko vklopim v neki ustaljen sistem, ki pač vlada v nekih teatrih. Pa roko na srce, če nisi komercialen, družine ne moreš preživeti. Ja, si predstavljam, ne, če delava neko, v narekovajih, visoko umetnost, ne, da vendarle bi to bilo toliko in toliko ponovitev, da pa ti lahko živiš, preživiš, Ja, kvalitetno živiš, pa potrebuje kar nekaj 100 teh ponovitev, ne. absolutno, absolutno. Pa tudi jaz ne hlastam po tem, da me ljudje prepoznavali kot nekoga, ki ustvarja visoko umetnost. Jaz imam blazno rad umetnost, ampak za mene je čisto dovolj, če grem v galerijo, če grem, ne vem, si ogledat predstavo, če otroke peljem v muzej. Meni je to dovolj, jaz drugje, polnim svojo dušo. Seveda pa vsakega toliko cajta naredim tudi kak projekt, čisto zase in za svoje srce. Ti projekti pač niso toliko razvpiti in niso toliko prepoznavni, ker pač ne dosegajo takih množic. Ampak zato, da sem jaz, pomirjen, da sem zadovoljen s svojim življenjem, je to, kar počnem, zelo dobra uravnilovka. Medtem da lovim svoje sanje, pa da poskrbim tudi za ta neki komercialni del posla. A je bilo izziv se podati, vedel si, da bo predstava od vaju zahtevala kar nekaj ponovitev, ne, da bo to v bistvu neko sožitje oziroma sobivanje potrebno s soigralko, ne. Ta predstava, ki ki govori o paru, ki ne more, priti do otroka. A je to bil za tebe neki izziv v tem smislu, ne bom sam on the road? Je zdaj po enem daljšem obdobju sem prvič, spet v neki navezi, odrski. Seveda je bilo, ne, predvsem je bil izziv najti pravo soigralko, ne. In jaz imam še en velik problem pri mojih projektih, in to je ta, da imam blazno veliko število ponovitev, ne. Moje predstave dosegajo med 300 do 500, rekord je 762. Wow. In to seveda pogojuje, prinese neke zahteve, katere vse igralke ne morejo izpolniti, ne. Predvsem je zato idealno, da imaš kot soigralko nekoga, ki ni redno zaposlen, da ima proste termine. Kot drugo, da je, zelo grdo se sliši in zelo sebično, ampak žal v tem poslu tako je, zelo je težko, če ima otroka. Zelo je težko. Ker skrb zanj, čas zanj, sploh ko so otroci bolani in tako naprej, zahteva 24 ur. To je kar poker, ne? Ja. Prepoznati. In dobiti soigralko, ki izpolnjuje vse te pogoje, da lahko nemoteno, ponavljaš in dosegaš tako število ponovitev, je tombola, ne. Tombola. S tem pa, da dobiš še ta pravo, ne, ki je sposobna vse te tvoje projekcije, ki si jih zamislil, prenesti na odrske deske in iz odrskih desk prebiti rampo in priti do ljudi, ne. In jaz sem imel v tej predstavi Visoka napetost blazno srečo z Sandro Debelak, ki je izpolnila vse te želje in zahteve, ki sem jih imel, in krasno funkcioniramo. Predstava je zelo... A bi lahko kdo vskočil namesto Sandre? Zmerom se da, seveda pa nikoli ni enako. Nikoli ni enako, ne. Sandra zaenkrat je
idealna za to vlogo. In tudi ljudje jo blazno radi gledajo, ne. Saj predstava se prekinja zmes z aplavzi, nonstop je smeh, ne vem, zdaj recimo glih zadnjič mi je nekdo rekel, da imamo na portalu sigledal.si imamo povprečno oceno predstave 9,7, kar je v bistvu wow. No, tako da v tej predstavi sem imel blazno srečo. Predlagal mi jo je en moj stalni sodelavec, kamerman in režiser Miha Kačič, s katerim sodelujemo že več kot 10 let. In enkrat sem potarnal, da se mi izbor zelo oži in da še zmeraj nisem prepričan, ali je to ali ni. Pa mi je rekel, pa probaj z njo. Prišla je nazaj iz Mehike, trenutno je brez posla, jaz sem enkrat delal z njo neko In brez zadevo, otrok? znajde se, ne, takrat še tega nisem imel, znajde se, zelo je, tudi zna zimprovizirati in te zadeve, in sem rekel, to tudi rabim, ker je predstava dosti interaktivna in se treba znajti na odru. In potem preprosto sem se z njo dobil, malo smo se pogovarjali, povedala mi je o tem svojem študiju, igre v Mehiki. Že to mi je bilo fascinantno, ne, da gre punca, ki ima mamo samo hranilko, ne, greš študirati tujino, ne. Če v tujino študiraš in nimaš denarja, ne, je to peklensko početje, ne. Ker moraš zraven tega, da študiraš, početi še milijon stvari, da se preživiš, in seveda tudi zadovoljiš njihove kriterije, ki niso majhni. Tako da otroci revnih staršev so tukaj v zelo slabšem položaju, kot pa tisti, ki imajo nekaj pod palcem. Potem sem se pa z njo dobil še drugič in me je zanimalo še pač malo več o njej, da vidim, da jo bolj spoznam kot karakter, kot osebo, in takrat mi je zaupala, da je ostala v Sloveniji zaradi tega, ker se zaljublja. Zaljublja se je takrat, ko je prišla nazaj, je bila brez dela, noben je ni poznal in je bila prisiljena delati v enem lokalu in je spoznala fanta, ki je prav tako delal v lokalu, in mi je bilo že to fascinantno. Igralka, ki je s tipom, ki dela v lokalu. Ne, vse naše igralke bi rade imele, ne vem, Ja. intelektualce, ne vem kaj. Ona je pa s tipom, ki dela v lokalu, z nekim preprostim fantom, in potem sem vprašal, odkot je, in ko mi je rekla iz Vurberka. Mislim, Je pa že zvenelo tako. to je res, ne, to je sred ničesa, ne. Pa levo. Ja, v bistvu nazaj. In tako, ko sem to slišal, sem mi pa samo roko dal in sem rekel, le jutri prinesem pogodbo, pa mi je bilo fascinantno, ne. In res, te predstave je super. Matjaž, neskončno sem se veselil tega, da prideš, zato ker sem hotel odpreti s tabo eno temo, o kateri velikokrat razmišljam. Sam sebe ne definiraš, ne, ali pa se ne želiš istovetiti z zgodbo depresije, ne, pasivnosti in tako naprej, ampak te naše in tuje komedijante, ne, ki nasmejejo množice, ki nasmejejo milijone, velikokrat povezujemo s tem kontrapolom tega negativnega, pasivnega, skoraj depresivnega mindseta. Kaj misliš, a je Pohor je tisto, ki je tebe rešilo tega, a to, da znaš drevesa objemati, kaj se ti zdi, zakaj pravzaprav to tako razumemo, no? Ne vem, tudi jaz nisem tak, kot me ljudje vidijo, ne. Jaz sem privat, sem zelo miren, resen, jaz ne štusiram nonstop, ne. Ampak seveda daleč od tega, da bi bil depresiven, da bi bil žalosten, da bi bil zaskrbljen, čeprav sem občasno, ne, ob tem, kar se dogaja v svetu, sem zaskrbljen predvsem od takrat naprej, ko sem dobil otroke. Ni jim lahko, ne, in jim ne bo lahko. Ta svet, ne? Ja, absolutno. Zdaj, zakaj sem pa jaz tak? Jaz sem po naravi, sem vesel človek. Jaz imam rad lepe stvari, zabavne stvari, jaz se rad smejem, jaz se rad družim. Ne vem, to imam verjetno z družine. Pa Pohorci so vsi znani po tem, ne, Pohorci radi zapojejo, radi se družijo, radi kaj popijejo, radi grejo med ljudi tudi, ne. Ne vem, pač imam to srečo, lahko rečem, no. Kaj misliš, zakaj smo ta vzorec tako na neki način
kupili, ne. Jaz se spomnim, da je bila takrat glasna debata o tem Robinu Williamsu, Ja, ne. to je, Kako je dva svetova Mhm. pravzaprav, ne, nasmejo milijone, na drugi strani pa nekdo, ki ni bil sposoben dneva preživeti, ne. največkrat je pri komedijantu problem v tem, da je komedijant iz frustracije. Ne, on hoče ugajati ljudem, zato ker ga pač drugače noben ne opazi. Nekako tudi vem, tudi eno moje obdobje, tam v začetku najstništva je bilo podobno, ne. Enostavno si nekako mogel najti svoj prostor, ne. Zdaj, imeli smo dve varianti, ne, a si bil z onimi, ki so potem postali kriminalci, ne, pa si bil barabin, ne, pa sem tudi to probal en čas, ne. Pa ni šlo? Ne, ker se mi je zdelo nekako, pač to je bila družba, s katero sem odraščal, ne, in se mi je zdelo normalno. Dokler nisem ugotovil, da v bistvu to ni nedolžno, ne, da je to res barabinstvo, da to ni fajn, ni luštno in da s tem lahko tudi koga prizadeneš, ne. Pol sem pa šel v čisto drugo smer, ne. Pol sem se pa nekako našel v tem. Kako pa preživiš, če se zdi en svet ali pa eno funkcioniranje kot tisto, ki mi bo omogočalo v družbi preživeti? Greš pa pol v drugo smer? Pa saj ljudje se znajdemo, ne, mislim, sploh ko si v situaciji, ko te prisili, da preživiš, ne, si sposoben kot človek se marsičemu prilagoditi, ne, marsikaj obrniti, tudi proti lastnim prepričanjem nekateri, ne. Največkrat, ker so primorani, ne, eni so pa pač žleh ko svina, pa to počnejo pač izključno za lastno korist, ne. Saj takih pa imamo pri nas, koliko češ. Ja, na takih pozicijah, ki jih vidimo, a ne. Pri nas je problem, ker ravno v teh pozicijah, ne, tisti, ki naj bi bili neki svetilnik pa vzor vsem ostalim, ne, počnejo ravno kontra, ne. In pri nas je sistem, piramida se ruši z vrha dol, ne, in to je problem, ne. Ampak a misliš, da je na koncu koncev, da so te svetilniki odraz nas, ki gremo in nas pozovejo vsake toliko časa? Odraz časa. Odraz časa. Mi smo predvsem premlada demokracija, da bi trenutku prepoznali nevarnost in kam to pelje, ne. Mi kar nekako slepo zaupamo, pa ne, saj to, pa to je bil zdrs, pa to je lapsus, ne, pismo. Ko vidiš, da ne gre v pravo smer, dvigneš roko in rečeš pardon, ne. Ker meni blazno motijo ti ljudje na pozicijah, ko sploh ti, ki se hvalijo, ne, kaj so naredili, ne. Ne vem, bil sem na eni otvoritvi, pa en župan je rekel, to je zasluga mene, jaz sem to naredil, pač samo malo, mojster. A si ti na volitvah obljubil, da boš naredil to, pa to, pa to, pa to. Izključno zato smo te izvolili. Zato prejemaš plačo. To pomeni, ti to ne počneš v svojem prostem času oziroma za lasten denar, ampak počneš pač to, kar je tvoja služba in za kar si plačan. To je isto, kot da bi delal ne vem, na blagajni v, ne vem, Mercatorju ali pa bilokateri drugi trgovini. Jagru, na primer. Ali pa v Jagru rekla, oprostite, pismo, ampak morate mi pa biti hvaležni, ker sem vas postregla. Je pa normalno, saj to je tvoj posel, ti si sama odločila, što delala. S to razliko, da ti nisi obljubljala, ne. Politiki pa obljubljajo, da bo nekaj naredili, potem se pa točijo po prsih, da je nekaj naredil. Pa čak malo, pa si bil plačan za to. Sam, a se ti zdi, da smo mi, ti si rekel, ta mlada demokracija, ne, ampak a se ti zdi, da smo mi kot družba nekdo, ki ne pokliče, na zagor pa reče, halo, fantje. Predvsem je problem tem, da smo razdvojeni, ne. Toliko peska v oči nam nasujejo, da se enostavno ne znamo okrog pomembnih stvari zediniti. Zmeraj smo na pol. Zmeraj smo na robu, dajmo temu reči, državljanske vojne, pa naj se sliši še to grozno. Ampak tako pač je. To je pač ta ameriška doktrina, ne. Narod razdvojiti, zaradi tega, da se med sabo prepirajo, mi bomo pa peljali posel stran od njihovih oči, od njihove kontrole in pač furali stvari po svoje, ne. In to se je uspešno preselilo tudi zdaj v ta naš evropski prostor, ne. Saj ni to samo pri nas, tudi po okoliške države. Enkrat sem razmišljal o tem, koliko je narobe, z Borisom Kobalom sva se o tem pogovarjala,
kako je narobe, ne, ko satira poskuša vstopiti, na sfero politike in potem politiki se temu smejejo in ploskajo in tako. Je rekel: "Tukaj je nekaj narobe s to satiro, ne, če gremo v to pozicijo." Ti komedijanti v Ameriki, se jim je zdelo, da bo Donald Trump na prvem mandatu ogromno materiala prinesel, niso si pa predstavljali, da bo na dnevni bazi, ne, Ja. refleksijo skozi humor in skozi to, da bomo skozi imeli. A se ti zdi, da je to zdaj že kar nekaj samoumevnega, nekaj normalnega, da tudi skozi to formo kar sprejemamo? Mislim, problem je v tem, da tako kot si rekel, ne, na dnevni bazi ti prinašajo material, ne. To je problem. In bolj kot komike, ne, komiki so hvaležni, da dobivajo brezplačno material, ne. Problem je pa za ostale deležnike te družbe, ne, ker te njihove odločitve potegnejo za sabo posledice. In te posledice so predvsem za nižji razred uničujoče. Ker če gremo gledat, koliko ljudi trenutno v Sloveniji si ne more privoščiti ali počitnic, ali da bi otrokom privoščil, ne vem, neke aktivnosti celo tega si ne morejo privoščiti, ne. To je za eno državo, ki je toliko bogata, ki ima toliko lepo naravo, kot ima Slovenija, to je smrtni greh. Ampak kje smo naredili narobe? Naredili smo narobe to, da smo ob osamosvojitvi verjeli obljubam. Oni so že pa takrat vedeli in so že spregli z določenimi vejami gospodarstva, so že pripravljali ta privatizacijski proces in so že določili, kdo bo elita in kdo ne. In so si podredili vse veje oblasti in zdaj nemoteno vladajo in uživajo sadove vsega tega, kar se je pokradlo in kar se je naropalo v vseh teh letih. In potem imava enega junaka, ki na odru pravzaprav spregovori, skomunicira, se dotakne točno takih tem, ne, ke sva zdaj mogoče o politiki se vsi pogovarjamo o tem, da letos nismo šli na morje, se že malo težje pogovarjamo, ne. A se ti zdi, da je to tudi en fenomen teh tvojih likov, ki vendarle znajo zavohati, znajo prepoznati, kaj ljudje mislimo, kaj ljudje razmišljamo oziroma s čim se obremenjujemo? Veš kaj, jaz sem toliko med ljudmi, da imam ful nekih povratnih informacij, ne. Pa jaz se ne družim z enim tipom ljudi, ne. Jaz imam med svojimi prijatelji vse živo, ne. Od najbogatejših Slovencev do doktorjev znanosti, do mednarodno uspešnih ljudi, do vrhunskih športnikov, do mizarjev, krojačev, ne vem, mislim, res ne delam razlik v tem. Vsak tisti, ki je zame ali na neki način pošten ali pa zanimiv, je lahko moj prijatelj. Ampak je pa seveda pri vseh pa iščem eno stvar, ne, to, da so fer. Da so fer. Saj ne bom rekel zdaj, da mora nekdo, ki je ogromno zaslužil, vse razdeliti, ne. Ampak vsaj malo tistega občutka, da ima neki socialni čut v sebi, da ima neko osnovno, dajmo temu reči, empatijo do soljudi, do okolice, do ne vem. In glede na to, da imam ta blazno širok krog ljudi, s katerimi se družim in sodelujem, imam tudi ogromno informacij, ne. Jaz vem, kaj se dogaja v vladi, jaz vem, kaj se dogaja v bančnem sistemu, imam ogromno informacij, kaj je trenutno na trgu, na gospodarskem. In seveda potem vse to zlagam in seštevam in odštevam in dobim neki ta pravi pogled, bom rekel, neko projekcijo realnosti, ne. In seveda potem tudi imam ogromno teh različnih kotov, s katerih se gleda na eno in isto stvar, ne. Od tistega, ki to producira, do tistega, ki trpi posledice, zaradi česa je bilo to sproducirano. In ko imaš ti toliko informacij in toliko zornih kotov, ki gleda vsak na svoj način na to stvar, potem lahko oblikuješ resnico, ne. A si mogoče tudi v tej vlogi očeta, a ne, sam si rekel,
da te je to oblikovalo, a ne, oziroma preoblikovalo tudi na neki način. A se ti zdi, da si mogoče tudi zaradi tega lahko v tej vlogi maksimalno po tvojih najboljših močeh nekdo, ki je lider tudi v tem smislu, kako prikazuje svet oziroma kako ga želi predstaviti otrokom? Je pa jaz v bistvu, tu sem zelo previden, ne. Jaz nočem preveč razlagati, ne. Isto je, recimo ogromno sem sodeloval in še sodelujem v nekih dobrodelnih zadevah, ampak nikoli tega nisem izpostavljal, nikoli nisem klical medijev, nikoli nisem. Pač se mi zdi, da če to delaš, ne delaš zato, da te bo kdo potrepljal po ramenu ali pa ti rekel hvala, ampak to delaš, ker se pač spodobi, ker to pač tako je. In to sem že od doma prinesel in tudi probam o tem ne govoriti, pač sam početi. In to je najboljši način, da otroci ponotranjijo zadeve. Da vidijo in si na podlagi tega ustvarijo neko sliko in seveda tudi to, kaj naj bi bilo prav. Torej ta dejanja, ne, Absolutno. so smernica, ne pa Ja. nekaj, kar jaz pričam in Ker mislim, govorijo vsi, ne. ja. Naredi pa malo kdo. Tako se me je dotaknilo ene dvakrat v 2-3 pogovorih si zdaj zavrnil, neko razmišljanje o tem, da bi se ti mogla odpreti svetloba, ko se ti je zgodila ta zdravstvena situacija, ne, in ne vidiš, da si se preoblikoval zaradi te situacije, a ne. Se te pa dotaknil ta moment, a ne, ke govoriš o teh pastelnih barvah, ke si jih videl, o tem trenutku nemoči in Ja, potem je te neki prehod je, ne. Absolutno. Mislim, jaz zdaj lahko potrdim, da sem Videl? imel srečanje in da obstaja, ne. Ampak jaz sem to vedel že prej, ne. Ljudje pač gremo, ne, saj vse to, kar Energija. nosimo v sebi, ne more iti v nič, ne. Ta energija mora iti v nekaj drugega, ne. Zdaj, ali je to energija ali gremo v drugo frekvenco ali, mislim, to je pač zdaj, vsi tisti, ki imajo to izkušnjo, nam je ne morejo posredovati, ne. In je pač treba počakati, da jo doživiš, pol smo pa lahko pametni. Ampak, ne, ti metaforično razlagaš, ne, da je soproga v bistvu rekla, da sta te otroka klicala, a ne. Ti si pa v bistvu v enem trenutku tudi sam s sabo imel ta pogovor: Ja, ja. "Hej, ne, saj imaš tule otroke, Jaz nisi še čisto poskrbel." Verjetno sem jih slišal, ne. Ja. A dovoliš eno mistifikacijo tega momenta, ali želiš reči, ne, tudi predstava Holesterol, ne, lahko razmišljava o tem, da je treba opozarjati na to, da vendarle sami delamo neke zanke, v katere potem lahko pademo. A ti bi rekel za sebe, da si preteral sebe? Absolutno. Saj jaz sem vedel, da nekje me bo nekaj zadelo. Nisem vedel, v kaki obliki, kdaj, ampak, pri tem tempu, ki sem ga živel, enostavno mora nekje usekati. Tako da jaz na to gledam kot pač preprosto. Jaz sem igral tombolo, dobil sem glavno nagrado in zdaj igram podaljške in sem hvaležen za to. S tega pa ne delam zdaj nobenega cirkusa oziroma nočem neke glorifikacije ali Dobro, ampak podaljške vseeno gremo v slačilnico, se ofrišemo. Absolutno. Absolutno, ne. Pač narediš, neki obračun s preteklostjo, si sam sebi naliješ čistega vina in rečeš: "Okej, dobil si opozorilo, mogoče je to zadnje, ne, srečo si imel, zdaj pa po pameti, ne." Ampak a bi rekel, da si modificiral neki svoj lifestyle? Seveda sem. Fejst? Koliko se da. Koliko se da. Moraš vedeti, da če jaz ne bi počel vseh teh stvari, ki jih počnem, ne, če ne bi bil toliko, večplasten, jaz bi umrl dolgceta. Jaz bi umrl dolgceta. Jaz sem prvih 10 dni, ko sem prišel iz bolnišnice, ko sem doma preležal, jaz mislil, da bom znorel. Mene je bilo, Ker je bil tvoj tempo na minimum. Absolutno. Mene je bila to muka. Jaz imam največji moj problem je v tem, da se mi miselni tok ne ustavi, ne. Recimo, jaz zelo težko zaspim. Zelo pozno, po 2. uri, recimo, prej skoraj nemogoče. Razen če gledam TV-dnevnik, potem zaspim v 10 minutah. To me pa res. Mava nasvet za, ne. To me pa res uspava, to pa moram priznati. Ampak seveda to, da bi bil doma pa gledal TV-dnevnik, je zelo Tudi nekaj težko. narobe, ne. Ne, pa tudi zelo težko, ne, pri tem ke mojem tempu pa vseh obveznostih, ki jih imam. Ampak ja, seveda sem neke stvari sem prilagodil, neke stvari sem spustil, predvsem sem črtal vse tisto, kar je nepotrebno,
kar sem počel za druge, ne zase. In se posvečam izključno stvarem, ki me zanimajo in ki se dotikajo moje družine. Ampak zakaj, Matjaž, zakaj si toliko velik del tvojega življenja preživel v tem zadovoljevanju in na koncu koncev tudi potreb drugih, ki so šle v kontra tebi? Zakaj misliš, da človek Ne vem, to pač imaš neko poslanstvo, ko se mu je zelo težko upreti, ne. Recimo, jaz sem en čas, ker še danes bi mi bilo blazno lepo, če bi bil logar, ne. Če bi hodil po gozdu, objemal drevesa, pismo, to je bilo krasno, ne. Ampak enostavno mi je usoda pripeljala na to pot, na kateri zdaj sem. in to sprejemaš? In seveda to sprejemam in sem to tudi hvaležen, ker v tem tudi uživam. Bi se zlagal, če bi rekel, da ne. Kaj imam pa jaz pri tem, pa je zelo težko reči, no. Meni se, ko gledam nazaj, se mi pač zdi, da sem šel na pravo postajo, na pravi peron, stopil na pravi vlak, ki je peljal v pravo smer. In tako se mi zdi, ko se je začela ta moja pot, gledališče, film in te stvari, se je samo po sebi začelo valiti, ne. Jaz sem padel z enega projekta v drugega, ne da bi se sploh zavedal, kako, kdaj, pismo, to je bilo kar, spomnim se obdobja, ko sem imel po 7-8 živih predstav, ne. Ko sem v bistvu poštekal, kaj igramo, komaj, ko sem si kostum dal gor. To igramo, okej, gremo. Nora obdobja so bila, ne. Na katerem peronu vstopi soproga, koliko to zelo spremeni tvoj ritem, tvojo dinamiko? V bistvu sem jaz bil, živel sem res boemsko življenje. Preveč? Preveč, absolutno preveč. To je bilo avtodestruktivno do konca. In se ne bi nikakor dobro končalo. Potem sem pa izvedel za en oglas, da oddajo stanovanje, šel na ta oglas, odprla mi je moja žena in jaz sem rekel, nikoli več nikamor ne grem. A je to, a veš, jaz, ki sem to prebral, a ne, jaz pač včasih se mi zdi, da je to res treba zaupati tej neki kemiji, ki ti je preprosto jasno, ti už moja žena. Čisto preprosto je bilo. Ona vrata so se odprla in obsijalo me sonce in to je to. Moraš vedeti, moja žena je vilinsko bitje, ne. Ona je recimo, že to, kako jo imajo živali rade, kako jo imajo radi otroci s posebnimi potrebami, recimo, ne. Kako se odzovejo nanje, ne. Vidiš, da je drugačna, da je čista duša, ne. In ona je tudi bila moje prvo sidro, ne. Zaradi katerega sem se takrat precej umiral. Ko so prišli pa otroci, pa absolutno ne. Ampak, a zato, ker to priteče, sem se umiril, ne? Zato, ker je tako prav, zdaj sem pa nekomu mož ali pa Ne, ker ima smisel. Ker ima smisel. Ker ima smisel, ne. Ker prej živiš zase, ne. In ti je vseeno. Vsaj v mojem primeru je bilo tako, ne. Meni je bilo vseeno zase, ne. Jaz, tako si rekel, jaz sem zadovoljeval potrebe drugih, ne. Jaz sem druge ljudi nasmejal, jaz sem druge ljudi zabaval, jaz sem skakal projekt zato, da sem tudi kdaj koga reševal. Ne da ji pomislil, a mi bo sploh ostalo kaj časa zase ali ne, jaz sem bil. Sam, a veš, na tej poti te neke ljubezni ali pa neke svetlobe, ne, v tem smislu, kako, ne mislim zdaj v času zakona, ampak tudi verjetno prej, a ne, so zraven tebe tudi kakšni jastrebi prileteli. Absolutno. Ne, tudi sam si večkrat rekel, ne, da si se opekel oziroma da si se zafrknil, da sva prijazna, ne. A je čustvovanje, čustvo odpuščanja nekaj, kar Matjaž razume, ali pa a si se mogel pomiriti s tem, si lahko pustil za Jaz sem sabo? škorpijon. Jaz sem predvsem pri 50. letu sem naredil eno blazno čistko. Najprej sem šel čez telefon in sem vrgel ven vse, ki mi pijejo energijo in ki me dobesedno izkoriščajo. A si to vedel? Seveda A si ti vedel, da sem jaz Seveda sem v vedel. tem odnosu do tebe? Absolutno sem vedel, ampak jaz sem si skozi govoril, da pač nisem enak, ko si ti. Ne? Meni so klicali ljudje, ki so me klicali samo, ko so me potrebovali. Zrihtaj mi to, daj mi to, naredi ono.
in sem pač to naredil, zrihtal, ne vem kaj. Ampak seveda potem v enem trenutku pa tudi škorpijon sem, ne. In jaz sem postal Matjaž, ki odpusti, ki nima nobene zamere do prav nikogar, vsem želi krasno življenje, ampak s temi ljudmi več ne sodeluje in se ne druži. Konec, pač naredil sem eno steno sem postavil med sebe med njih in se ne odzivam več niti na klice, niti na vabila, niti na vabila v projekte, pač. A misliš, da mi je jasno? Pa tudi, če jim ni, ne. Pomembno je, kaj si ti naredil. Saj oni v bistvu itak nimajo nekega zavedanja o drugih, razen o sebi. Tako da mi je v bistvu vseeno, če jim je jasno ali ne. V nekem trenutku pa ta moment, ne, ko se odprejo vrata, dobijo stvari smisel. A se ti zdi, da tudi tvoja dnevna dinamika bila zaradi tega smisla drugačna oziroma tvoje razmišljanje o tem, kaj želiš, kako želiš naslednja leta, mesece preživeti? Absolutno, absolutno. Ko ti enkrat postaviš sebe na prvo mesto, odpade en cel kup stvari, ki so totalno nepomembne in ki so v bistvu bolj, dajmo temu reči, lepotne korekcije. Služijo za to, da nekaj izgleda, vse skupaj pa nič, ne. In tega sem se enostavno sem odrezal in zdaj počnem stvari, ki imajo smisel in ki dajejo neke rezultate stvarem, ki jih jaz želim, da se razvijajo, da rastejo oziroma da bojo dolgoročno prinesli nekaj zame ali pa za mojo družino. Zadnja večerja se mi je zdela, da če bi jo delal nekdo drug, ne, oziroma ne delal, bolj, če bi žel uspehe za zadnjo večerjo nekdo drug, ne, da bi to zvenelo veliko bolj dramatično v tem smislu, kaj vse se je zgodilo, kdo vse je odkupil, pravice, še za remake so odkupili pravice, ne, kje vse, v kakšen žir si padel. Se mi zdi, da bi nekdo drug to komuniciral drugače, bolj teatralno, bolj pompozno. A si ti tle skromen, a si tle zadržan, a si tle neumen, ne, kaj? Meni je dosti, Da ti veš. da je meni jasno, kaj sem ustvaril v življenju. Jaz stvari ne počnem zato, da bi bili drugi ponosni name. Jaz jih počnem z neke notranje nuje, ne. Če bi živel 200 let nazaj, bi verjetno bil pravljičar, ne. Bi verjetno pripovedoval pravljice ali pa ne vem. Jaz sem nekdo, ki si izmišljuje zgodbe, ne. Kot sem prej rekel, jaz sem kompletni avtor, ne. In vse moje zgodbe v bistvu govorijo na tak ali na drugačen način govorijo o ljubezni. In to je meni dovolj, da probam te zgodbe, ki jih imam v sebi, prenesti do publike, pa upati, da na njih pustijo kak vtis oziroma da od tega kaj odnesejo. Zdaj, da bi pa izpostavljal to, mislim, jaz ogromno delam tudi v tujini, pa se s tem nikoli nisem. Sploh ne vemo, ne. Ja. Tudi recimo en fant dela dokumentarec o meni in je tudi tu po tujini malo bil na teh intervjujih z nekimi mojimi sodelavci in to. Je rekel, da ne more verjeti, da eni sploh niso vedeli, da sem jaz igralec. Ker z njimi sem sodeloval kot scenarist ali pa kot producent. Ja, razumem. In tako, ampak to so imena, ki v svetu filma nekaj pomenijo, ne. In pravi, pa kako on ne ve, da si ti igralec? Ne vem, mi smo sodelovali pri tem projektu, jaz sem bil tam, ne vem, scenarist, ne. Ja, pa kaj, mu nisi povedal, mislim, zakaj, mislim, kaj pa bi imel, v čem je pa smisel, da mu jaz povem, na nekem projektu sem scenarist, jaz mu pa začnem razlagati, da sem igralec. Mislim, kaj ima to Tem veze? sem v tej vlogi, ne. Seveda, počnem svoj posel, zato sem plačan in mislim, vse ostalo pa ne rabim, da drugi vedo, ne. Isto mu je pol eden razlagal,
da je bil šokiran, ko me je prišel v Slovenijo obiskat in se pelje čez Slovenijo in me vidi na nekih jumbotih, ne. In tako gleda in pol pride in mi pravi, da mi je eden ful podoben, da me je videl na jumbotih, ne, in da imam enega dvojnika. In pol sem si rekel: ja, to je za eno predstavo." Kako predstavo? A nisi ti producent, ne? Ampak ja, meni je dovolj, da jaz vem, kaj Te delam. to zadovoljuje, Ja, da je dovolj. absolutno. In da je ta dinamika tvojega ustvarjanja omogoča neko kvaliteto življenja in to je dovolj. Absolutno dovolj. Absolutno dovolj. A te nagrade, ne vem, ke jih, zdaj sem se zalepil v to zadnjo večerjo, ne, a te nagrade, ki jih pobirate, ne, a to ni nekaj, kar vem, da se ne da na kruh namazati, ampak vseeno. Pa nagrada je, kako naj rečem, vsaka nagrada je seveda neka potrditev, da si delo, ki si ga opravil dobro. Absolutno. In če je ta mednarodna, toliko bolj zaleže, ne. Ker vidiš, da v bistvu si uspel narediti zgodbo, ki jo razumejo tudi drugi, ne, kar je blazno fajn in obenem blazno težko. Drugače pa nagrada publike recimo meni pomeni, ne. To so iskrene nagrade, ne. Dostikrat so pa nagrade blazno po politični liniji, ne. A veš, a ti s svojim teatrom, ne, s svojo zgodbo lahko tekmuješ oziroma v resnici ne, a ne? Ne. Ne morem, ker pač profesionalne teatre tam jemljejo, ne. A si se pomiril s tem? Ja, seveda, saj tam se delijo nagrade tudi bolj tako, po prijateljski liniji. Oziroma zdaj pa si na vrsti, da tudi ti dobiš. Zdaj pa že cajt. Mislim, tako je, ne, vsi ti igralci, ne, si zaslužijo nagrado, ne. Mi moramo vedeti, da vseeno slovenski teater je v svetovnem merilu v samem vrhu. Mi imamo genialne igralce. Tudi tiste, ki jih, recimo drama je taka najbolj pri nas poznana zadeva, ne. Tudi tisti igralci, ki v drami, če se izrazim v nogometnem žargonu, sedijo na rezervni klopi, ne, ki ne igrajo glavnih vlog, ne, so vrhunski. In mi imamo vrhunskih igralcev v Sloveniji milijon. Žal pa je dejstvo, da od vseh teh igralcev sta pa 2 ali pa 3%, ki so sposobni preživeti na trgu sami. Brez redne zaposlitve, ne. To pa zahteva neka druga znanja, neke druge sposobnosti, spretnosti, ki jih pač ti akademija ne da. Matjaž, kje bi jaz še, če bi brskal po tebi, kje bi še našel strast? Kje poleg, ne, prej si omenil drevesa, ki bi jih bilo treba objeti, teater, o tem sva se največ pogovarjala, film. Kje še najdeš strast? Knjige. A ne? Knjige, bil sem blazno zaljubljen v šah. Knjige, narava, potovanja. Vse to, kar v bistvu pogojuje radovednost. A šah si kot mlajši imel, ne? Ja. Tudi zaradi svojega bolezenskega stanja takrat, da si bil lepo parkiran za mizo, Tako. da ni bilo prevelikega napora. A je šah tudi nekaj, ne, več kot samo premikanje figure? Šah je strateška igra, ne, to je, v bistvu me je šah naučil logistike, ne. Recimo, jaz imam tudi, pa tudi to je ena izmed mojih osebnih odločitev, da ne govorim o tem, kar delam, oziroma se ne hvalim z uspehi. Ravno zaradi tega, da me vsi imajo za nekoga, ki je pač, to je oni, ko je igral Izija, to je oni, ki je. To je easy, ne? Imej me, ne, ampak jaz sem, ne samo, da sem blazno inteligenten, ne, jaz sem tudi izjemen logistik, ravno zaradi šaha, ne. In jaz sem zmerom 3 poteze pred tabo, ne. In ko me hočejo nekje zapremzati, so že prepozni. In tudi zaradi tega ne govorim, kaj delam, kdaj bom kaj delal, zaradi tega, ker mi noben v tem mojem procesu dela ne more nagajati, ne. Če pa ve, da nekaj ustvarjam, pa mi lahko, ne. In tule sem zmerom pred njimi, ne, in sem nekako izmuzljiv, ne, nikakor me ne morejo ujeti, ne, tudi če so me hoteli kdaj
kje zabremzati oziroma, probali na kaki stvari ustaviti, sem že imel drugega jokerja v rokavu, ne, sem že na drugi strani nekaj drugega počel. Bi lahko celo to zavaravanje neprijatelja bilo del te tvoje taktike Absolutno. razumevanja, ne? Ja, to je pač, trg je neizprosen, ne, in če nisi prilagodljiv, če nisi iznajdljiv, če nisi improvizator, ne, ker jaz to, vse, kar počnem, so žive stvari, ne. To je odvisno od dneva, od, dogodkov, ki se zgodijo okrog nas, od samega trga, od sposobnosti, recimo, ne vem, kupne moči tudi konec koncev, ne. In če nisi tule, če nimaš res določenega enega cilja, pa 6 variant, če se plan A podre, kako peljati zadevo naprej, če se podre B-plan, s katero zadevo priti, Ti zelo to hitro, razumeš. zelo hitro propadeš. V psihoterapiji se velikokrat pogovarjamo ali pa govorimo o tem, kako pomembna je ta primarna družina oziroma to primarno okolje, ne, čisto na začetku življenjske poti. A se ti zdi, da je mogoče tudi to, ne, kje si zaštartal, Absolutno. da te je to definiralo, da imaš neko močnejšo voljo, neko močnejšo željo po preživetju, po izbildanju svojega mesta? V bistvu je, blazno pomembno je, da od doma prineseš korenine, ne. Da veš, da nečemu pripadaš, da si odmev nečesa, da si glas nečesa, in da pelješ to vejo naprej, ne. Jaz mislim, da jaz imam blazno lepe temelje, v moji družini, v Imaš očetu lepe pa spomine? mami, absolutno. Vsak sta mi dala nekaj, kar me je definiralo in kar me je naredilo to, kar sem. In zato sem jima blazno hvaležen. In oče je še živ, in blazno lepo se razumemo, blazno radi se imamo. In mi to ful pomeni, ne, in to tudi hočem, da prenesem na svoje otroke, ne. Da jim je jasno, da sem tam zaradi njih, da sva jaz pa Petra pristan, ne, Baza. da smo tista baza, ko lahko zmerom prideta, ne, in tudi, bilokake težave imata, ne, da, tudi če kdaj naredita kaj narobe, da smo midva tam zato, da jima pomagava to popraviti oziroma svetovati, na kak način se zadeve peljejo naprej. Ker vsakemu lahko kdaj spodleti v življenju, ne. Ampak to moraš narediti in delati na nenasilen način, pač enostavno vsak dan jim moraš pokazati, da jih imaš rad in da jih spoštuješ, in tudi če kdaj, bi bilo kaj narobe, ne, da jim je jasno, da si tam zato, da se ti zaupajo in da poskušamo najti izhod, če je kaj narobe. Bi skoraj mogel tule končati, ne, ker se mi zdi, da si bil popoln v tem, v tej eni globini, ampak vseeno, veš, kaj me še zanima, če bi jaz Matjaža Javšnika prenesel v en drug čas, pa v eno drugo okolje, a misliš, da bi šel čisto drugače, da, ne, prej si rekel pravljičar 200 let nazaj. A misliš, da bi te tvoje potenciale, ta tvoj intelekt, ta tvoj klik, da bi drugačno mesto našel, da bi drugače zaživel, da ne bi bil tako zelo sam sebi dovolj? Je vprašanje, ne, kje bi bil, v kako družino bi se rodil, oziroma, odmev katerega časa bi predstavljal, ne. Se pa ne bi bal nobenega področja, ne. Bi pa si verjetno želel, da bi vseeno ostal nekje, kjer lahko ljudem nekaj daš, kjer lahko pustiš neki trajen odtis. S čim bi se pa ukvarjal, pa tako kot sem rekel, ne, Logar. Logar, absolutno. Ampak recimo pri nas me, ne vem, meni je oče skozi,
skozi pravljice, zgodbe, skozi sva improvizirala, skozi sva, in na neki način mi je vsadil to, ne. Mama je bila zmeraj dobre volje, zmeraj nasmejana, zmeraj smeh, mama mi je dala to, ne, to stran. Tako da, ne vem, verjetno je zelo odvisno tudi od staršev, ne. V resnici ta zapis, ne, Ja, kam gremo, in tudi to kot oče zdaj, ja, absolutno. za soprogo skupaj poskušaš to bil. Res, res, res sem ti hvaležen za ta čas, ki si ga namenil meni. Sem prepričan, da tudi iz tega najinega pogovora kdo prepozna samega sebe, morda sliši. Predvsem se mi pa zdi, da sem si dovolil en drugačen pogled vate. Mogoče tudi snel ene dve etiketi, ki sem jih jaz nalepil nate, in ki jih verjetno tudi kdo drug še lepi, in sem ti hvaležen za vse te besede in za tvoj čas. Hvala tudi tebi za vabilo, čeprav sem me povabil sredi jutra. Ampak No, ja, ampak ne, pa tako kot sva prej rekla, ne, tudi če lepijo te etikete name, naj jih, ne, saj meni to ne moti, ne. Važno je, da človek sam pri sebi ve, kdo je, kam gre in čemu pripada. Kar si pa mislijo drugi, je pa blazno postranskega pomena. odlično, in s tem zaključiva. Jaz sicer nisem naredil svoje naloge, ker sem pozabil si v studio prinesti darilo za Matjaža. Darilo dobi potem, ko Bom prišel za novo leto. Ampak takoj, ko prenehava snemanje, mi eno darilo, moji prijatelji iz Ave Meda, ki mi pomagajo, da to snemam, so tudi za tebe nekaj pripravili, tako da hvala ti lepa. In še enkrat tudi vam slikite, šerite, delite, lajkite, zato da zveste, kdo bo moj gost prihodnji teden. Srečno in Lahko vse povem? dobro. Prosim. Kdo Kdo bo? No, daj povej, če veš. Povej, če veš. Ne vem, upam pa, da bo dobil darilo. Saj ga grem iskat. Hvala lepa, Matjaž.